Pravilna prehrana je ključni element vsake uspešne preobrazbe. Zato bomo tokratno objavo namenili vsem, ki vas zanima, kako razporediti obroke preko celega dne. Primer dnevnega jedilnika, ki je sestavljen iz zdravih, okusnih in za pripravo preprostih obrokov, najdete na portalu popolnapostava.com. Pri pravilni prehrani je najbolj pomembno, da tekom celega dne zaužijete več manjših obrokov, ki vsebujejo pravilno razmerje makrohranil, se pravi razmerje med ogljikovimi hidrati, beljakovinami in maščobami. Mogoče se celotna zadeva sliši nekoliko zapleteno, vendar več o tem v nadaljevanju. Najprej si pogledamo, kako razporediti glavne obroke. Da boste že od jutranjih ur polni energije, dan pričnite z zajtrkom. Ne potrebujete veliko časa za pripravo okusnega in zdravega obroka. Recimo jajčna omleta z zelenjavo in začimbami, zraven pa tanka rezina polnozrnatega kruha je odlična izbira. V samo 10 minutah boste telesu priskrbeli vso potrebno energijo za super začetek dneva. Ko pride čas malice, se na jedilniku pogosto pojavijo nezdrave jedi. Preprost obrok, ki bo nadomestil vse nezdrave razvade, je cottage cheese oziroma zrnati sir, ki mu dodamo še nekaj nasekljanega drobnjaka, zraven pa pojemo borovnice. Obrok boste brez večjih težav zaužili tudi v službi, na predavanjih ali ko ste na poti. Kosilo je obrok, na katerega nihče ne pozabi. Se pa velikokrat zgodi, da ste zaradi številnih dnevnih aktivnosti preutrujeni za pripravo bolj zapletenih jedi. Hitra in zdrava izbira je recimo pečen piščanec z zelenjavo na žaru, kot priloga pa rjav riž. Dodate lahko še solato po izbiri in tako telesu priskrbite vse potrebne vlaknine. V drugi polovici dneva je na sporedu telesna aktivnost. Pred tem smo pri vseh obrokih zaužili nekaj ogljikovih hidratov, ki služijo kot vir energije. Po treningu pa je priporočljivo zaužiti beljakovinski napitek in tako v telo vnesti vse potrebne beljakovine za kasnejšo regeneracijo. Zaužili smo že zajtrk, malico, kosilo in beljakovinski napitek po treningu. Čaka nas samo še lahka večerja in čas za počitek. Da ne boste porabili preveč časa, si preprosto pripravite zeleno solato s češnjami, paradižniki in mocarelo, zraven pa za vir beljakovin dodajte še tuno. Za piko na i lahko tekom dneva zaužijete še pest mandljev in tako dodate še en mini obrok. Voda je najboljša izbira in vas za razliko od sadnih sokov dejansko odžeja in blagodejno vpliva na vaš organizem. Lahko si privoščite tudi nesladkan čaj in skodelico nesladkane kave. Glede na to, da pridno všečkate in delite povezave, nam tokrat v komentar zaupajte, koliko obrokov bo po novem na vašem jedilniku oziroma kako se znajdete v svoji kuhinji.